drugi vprašanje za vas glede splošne stavke. A je to poziv ostalim sindikatom, da se solidarnostno pridružijo vam, ali vi kaj veste, pa mi ne vemo, da ste vi že enotni in da bodo oni podprli solidarnostno stavko? Ne, to ni, da mi jih pozivamo, da pridajo, tudi smo samostojni in tudi samostojnost pomeni, da lahko nekdo gre ali pa ne gre. In to pravico ima vsakdo. In potem, ko bojo sindikati dejavnosti in centrale se tudi zjasnile, potem seveda ni noben problem okoli tega. Sam, kolikor imam jaz informacije, bo večina sindikalnih central vstopila tudi v to stavko. Ne bom pa omenil, kateri ne, kateri ja, ker mislim, da je to stvar sindikalnih central in preprosto jaz to v tem medsindikalnem prostoru to spoštujem. A ste trenutno sindikati skregani med sabo? Ne, da bi jaz vedel, čeprav mogoče kakšen novinar to ve več, mi nismo skregani. To, kar počnemo v skladu z pravili, ki so, in komunikacijo z ostalimi sindikalnimi centralami tudi o tem teče zelo normalno. Zelo kratkem, no, to jaz moram komentirati, me ni bilo na tiskovni konferenci, ampak mislim, da boste v kratkem dočakali vabilo, ne bomo prehitevo, ker to je skupen projekt lahko, ker bomo tudi tisti drugih strani sindikalnih central vas povabili na nekaj takega. Ampak to pravico, da katerkoli sindikalna centrala napove stavko, sprejme, mislim, te pravice nam pa res nihče ne more vzeti, niti učiti. To počenejo drugi, zakaj pa ne bi to tudi naredili svobodni sindikati. Tomas Savič-Njevnik, se boste v tem tednu srečali s premijerjem? Načrtujete kakšen sestanek, je dal on kakšno pobudo, da bi pobudo srečali? Ne, tega. Mi se bomo verjetno, jaz upam, sestajali z ministrstvom za delo okoli minimalne plače. To zagotovo. Kot rečeno, je v neki točki ta stvar vendarle odvisna od ministrstva za delo oziroma od vlade. V tem delu res pričakujem pomoč vlade oziroma ministrstva, da nemudoma odreagira in razbremeni konflikt za pogajalsko mizo v tem delu. Torej, v tem delu bo zagotovo stekel ta dialog in se zna zgoditi v tem primeru, da je prišlo do hitrega sklica tudi ekonomsko-socialnega sveta. Zato, ker če kdaj in kje, potem je potrebno, da preko ekonomsko-socialnega sveta pridemo do tega dogovora okoli minimalne plače. Ja, izvoli. Kako so v vaših strokovnih zahtevah upoštevali vaše dvigi iz prejšnjega letnega časovnika? Mi postavljamo zahtevo takšno, kot sem prej rekel. Seveda, ampak to smo do zdaj tudi počeli. Tam, ker je prišlo do večjih dvigov, pa mora biti se zdaj to zgodilo, to se vse upošteva. Vse to vemo, so firme, Krka in še bi lahko našteval, ker so šli delodajalci več zaradi narave in tako naprej. To vse seveda se v dialogu upošteva. In tudi zdaj bomo to upoštevali. Sam nas glava boli, pred tem se dvignili. Jaz bi želel, da bi vsi to naredili. Večina ni dvignjena. In za tisto večino se mi tukaj pač borimo. Tako? Ja, izvoli. Vse evropske demonstracije. To pa bi... Zoper koga? Zakaj? To bi sredo, to, ko sem povedal, to morate razumeti. Ne, a to zaradi plač. Plač. Natanko to, kar mi počnemo, je bitka vse Evropi. Več posebnega ni. In to bomo zdaj šli skupaj za to, da bi delodajalci vendarle, sem v ozadju, so finančne inštitucije, je kapital finančni, ki pritiska na politike in na lastnik kapitala, da do tega naj ne pride. To je evropski problem. Ampak o tem, kot rečeno, bom potegnil zavoro in v sredo ste vabljeni na tiskovno konferenco, ker boste zvedeli tisto, kar mislim, da je potrebno, da veste. Bo pa istočasno potekala tiskovna konferenca v Bruslu, za tega 22. gremo skupaj tiskovnih konferencami, za tega prosim za razumevanje, ne smem več povedati, ker je vendarle naš dogovor. Jaz vas pač malo animiram za to, v sredo pridite, pa boste zvedeli tudi okoli tega tisto, kar je potrebno. Ja. Me zanima, če se do 12. marca dogovorite kaj z delodajalci, obstaja možnost, da odpoveste stavko?
stavka ni cilj. Stavka je samo sredstvo za to, ker vemo tudi po stavkah se je potrebno pogajati. Ne? Se je potrebno pogajati. In ker stavka ni cilj, je pa pomembno sredstvo, definitivno pomembno sredstvo. Seveda želimo, to je naša želja, da bi do takrat, to je naš cilj, prišlo do podpisa, opozarjam, ne nekih dogovorov, ker vidimo, da tukaj se zda izigrati s figo v žepu, do podpisa kolektivnih pogodb. To je naš cilj. In v teh kolektivnih pogodbah, da se uredijo vprašanja, o katerih sem govoril, da so naše stavkovne zahteve. Če pride do tega, stavka kot sredstvo, seveda potem ni potrebna. Ampak konflikt je tukaj, ni ga podcenjevati, ne idealizirati tega konflikta, za tega v tem trenutku pač počnemo to, kar pač počnemo. Izvoli. Ja, zanima me, če vam delodajalci tekom pogajanj ponudijo to, kar ste že imeli na mizi, pač vašo interpretacijo dviga, kot je v pisanem dogovoru. Je to spremljivo sindikata ali ne? Ali na to se zahteva više? Mi smo nekatere stvari postavili više in to bo začetek, štart naših pogajanj. To ni, se dobro vsi vedo, to ni ultimat, to ali nič, ker potem se sploh pogajati ni potreba. Potem samo poštamo in čakamo. Ne. Bistvo tega trenutka in stavkovnih zahtev so pogajanja. So pogajanja. In pogajanja, ne, rezultat pogajanj mora priti do točke, da smo sindikati zadovoljni. Rečemo, to je to. To je točka, kjer rečemo, dobro, pač kompromis, verjetno ne kompromis, ker drugače pogajanj ni treba, ne, da rečemo, to upravičuje vse to, kar smo počeli oziroma kar lahko naredimo. Kdaj pa pričakujete, da bi lahko začeli se? Ste že kakšen datum dali? Ta teden že s pogajanjem? Ne, mi bomo jutri, oziroma v sredo, poslali delodajalcem uradno te stavkovne zahteve. Od tedaj naprej se šteje rok 20 dni in od tedaj naprej pričakujemo od delodajalcev odgovor, ki bo pomenil, da so pripravljeni se z nami v teh stvareh pogajati. Čim prej, tem bolje bi rekel. Seveda, da ne bi spet 11. nastala tista nervoza, ki se je pojavila v bistvu v januarju mesecu, ki se je pokazala kot izjemno slaba popotnica za dialog. Ni potrebe. Zdaj je za dosti časa in jaz bi celo rekel, res naša ambicija mora biti, ne, naša ambicija, da naredimo čim prej to kolektivno pogodbo za 2.7 in pa, tukaj se upam to reči, da do 20. tudi se dogovorimo o kolektivni pogodbi 2.8 in 2.9 in naredimo črto, ne, in to je neka idealna slika nekih pričakovanj. Ampak že na prvem srečanju z delodajalci bo mogoče ta idealizem, to upanje se postavil v nek drug okvir. Tako da počakamo, da se usedemo z delodajalci in potem vidimo, ali sploh obstoja volja, ne, se približati tem stavkovnim zahtevam. Lahko zaključimo. Prav, hvala lepa.